Lep pozdrav. Lepo pozdravljeni. Po krajšem premoru se vam z Romanom zopet javljava. Zadnjič sva vas pozvala, da se nama lahko oglasite tisti, ki bi si upali spregovoriti o svoji zgodbi, ali bolje rečeno psihični kalvariji, ki se po psihoanalitični logiki napaja iz otroštva. Kar nekaj kandidatov in kandidatk se nama je javilo in danes bo predstavila prvi primer, ki je zelo zanimiv, zapleten in tudi izjemno poučen, kar je v bistvu tudi namen vsega tega. Še prej pa, če so vam vsebine, ki jih ustvarjava, všeč, polajkajte tale video in se naročite na ta kanal. Vesela sva tudi vaših donacij, ker gre v pripravo teh vsebin ogromno časa in dela, tako da nama lahko donirate na PayPal ali platformo Ko-fi. Vse linke za donacijo imate spodaj v opisu tega videa. Hvala vsem za vaše donacije, res sva zelo hvaležna, da naju podpirate in nama dajete zagon za naprej. Zdaj pa, če greva kar k današnji temi. Predstavila bova primer ženske, ki se je k Romanu zatekla po pomoč oziroma se prišla konzultirati že pred nekaj leti. Romanu se je sedaj javila sama, rekoč, da bi rada, da se ljudje, predvsem mlade ženske, morda pa tudi starši odraščajočih otrok, deklic, iz njenega primera nekaj naučijo. Kar jo dela posebno in kar jo je za večno zaznamovalo, je to, da je odraščala v reji. Način našega pogovarjanja oziroma najnega pogovarjanja s to gospo se je zgodil pred nekaj dnevi po Zoomu. Tako da smo se vsi trije sproščeno pogovarjali skoraj 2 uri s pripombo, da je Roman o tej gospe že veliko vedel od prejšnjih pogovarjanj z njo. Nekajkrat sta se srečala tudi v živo, pa se pogovarjala po telefonu oziroma virtualno. Nekaj pogovorov pa se je zgodilo tudi naknadno, torej po končanem Zoom pogovarjanju. Seveda bova primer, tako kot vedno, zakodirala tako rekoč do nerazpoznavnosti. Žensko, ki je bila v reji praktično od otroštva, pa bova imenovala Jožica. Roman, bi ti za uvod karkoli dodal? Si bila tako izčrpna, da ne vem, kaj naj rečem, ampak zato, da bojo poslušalci mogoče bolj pozorni, bom rekel, da gre za gospodično, mlado žensko, ki nekako ne zna biti ženska, ženstvena ženska, feminilna, ne zna se moškim nastaviti, ni poznala očeta, pa tako naprej. Vse, kar sodi v kontekst teh posvojitev, rejniških družin, pa tudi disfunkcionalnih družin, ločenih družin, tam, kjer ni očeta, imajo določene ženske podobne probleme. In zdaj, če se je ona na mene obrla, pa rekla, jaz bi rada, da vi tako kot do zdaj poučujete ljudi, moj primer je pa tako paradigmatski za tiste ženske, ki niso bile deležne očeta kot deklice, da bi bilo dobro to predstaviti. Tudi jaz se strinjam, da ta primer je dejansko balzam za teorijo, tombola, tako rekoč včasih rečem. Imam določene ženske, ki hodijo k meni, pa bi bil jaz pripravljen njim plačati, samo da hodijo, ker se od njih največ naučim in so resnično dobrodošle za teorijo. No, ta Jožica je ena takšnih, ko me je poklicala, se mi je kar srce nasmejalo, teoretska duša je zacvetela, ker je rekla, da bi rada bila v podcastu zakodirana. In zdaj se je pač to zgodilo. Ta njena primarna družina, odsotnost očeta oziroma rejniška družina, rejniški kontekst je tako fascinanten, paradigmatsko patološki, ampak pod narekovajih patološki, da se splača o tem govoriti. Tako da ti predajam nazaj besedo, da boš ti zastavila, res smo se trije pogovarjali, mogoče so bile tvoje besede na njo celo bolj učinkujoče kot moje, bila si kar aktivna, tako da ti zdaj predajam, pa poskus tole naprej voditi tale najin pogovor. Ja, nekaj osnovnih podatkov bom za začetek navedla o Jožici. Gre za seksualno, milo rečeno, neobičajno žensko, ki je bila takoj po rojstvu pahnjena v rejo, torej ni bila posvojena. Danes je stara 38 let, torej letnik 1984.
Mama jo je zaradi svojih psihičnih težav, po oceni Romana je verjetno šlo za poporodno depresijo s primesmi psihotičnih epizod, zavrgla oziroma se ji odrekla. Dojenčico so takoj po odpustitvi iz bolnišnice po 1 mesecu predali rejnici, zamejski Slovenki. Tako da je sprva živela v tujini nekaj let. Po vrnitvi v Slovenijo ni hodila v vrtec, niti v malo šolo. Prve socializacijske stike je imela šele v 1. razredu osnovne šole, ki ga je, mimogrede povedano, komaj izdelala. Hoteli so jo dati v tako imenovano posebno šolo, torej v šolo s prilagojenim programom. Roman bi ti k tej uvodni predstavitvi še kaj dodal. Ti jo bolj poznaš, več si se z njo pogovarjal, v živo pa tudi virtualno, po Skypu, telefonu in Facebooku. Moram reči, da je ta ženska mene spremljala na blogih oziroma teh videih. Jaz sem napovedoval izdajo knjige Prvi spol. Vse skozi sem poudarjal, da bo ta knjiga imela podnaslov Penis in ženska želja. Po en zadnji čas sem se pač premislil, ne? Ta Prvi spol ima šele v 8. poglavju ta podnaslov Penis in ženska želja. Zanje je bilo to toliko fascinantno, ker sem tudi anketni vprašalnik poslal, češ, dajte ga tole poskušati vsaj prebrati, če že ne odgovoriti. Potem pa, ki je knjiga išla, je ona prebirala te spise, mislim, da je okrog 25 vprašanj o ženski, njeni želji in o organu, ki njej na telesu manjka, ne, o penisu. In ona je bila izjemno, bi rekel, fascinirana nad tem anketnim vprašalnikom. Spraševala me je zelo neobičajna vprašanja, čudna vprašanja za žensko. Nenazadnje imam jaz kar kopico enih pogovorov, zelo odkritih, z normalnimi pa manj normalnimi ženskami, pa z lezbikami, aseksualnimi ženskami. In jaz vem, kaj je normalno vprašanje za žensko, ki ga naslovi na nekega poznavalca psihoanalize oziroma ženske seksualnosti, tudi moške seksualnosti, in njena vprašanja so bila tako specifična, čudna, neobičajna, ne, da sem takoj bil pripravljen se pogovarjati z njo po Facebooku, si tipkati, ko me je klicala, sem ji odgovarjal, bom rekel, brezplačno, ne, ker tako rekoč sem jaz njo rabil bolj kot ona mene, karikirano rečena, seveda je zgodba obratna, ne, ona rabi nekoga, ki bi par stvari razložil, ne. Tako da jaz bom rekel, glede na to, da ni imela nobenih stikov z očetom, ne. Mislim, biološkega očeta je poznala, celo, to je malo, bi rekel, spotakljivo, na nek način teoretsko, ona se celo piše po biološkem očetu. Ne, se pravi, zdaj to vse zakodirano, ampak priimek ima po biološkem očetu, ki mu je rekla, da je en tak fič-firič, alkoholik, mislim, da je oče številnim nekim otrokom z različnimi ženskami, star je, ne vem, čez 60 let, pa ima neke mlade otroke v osnovni šoli, te zadnje, tako da tip, tale moški, njen biološki oče je res čuden. Pravega očeta ali pa nadomestni lik očeta ga pa ni bilo. Tam je bil nek stric, ne, ki je mogoče malo upravljal tole vlogo nekega očetovskega lika, potem tudi nek mož rejnice je tam nekje bil, ampak nekega moškega lika ni imela. Zato sem jaz vedel, da ona ni mogla razviti nekih miselnih podsistemov, na katerih bi potem razvila pohoto, se pravi željo po penisu, ki je ključna za razvoj normalne ženske psihe in seksualnosti. Vsega tega ni imela in zdaj, ko sem jaz tako direktno jo vprašal, če je še devica, pa je tako malo z nelagodjem priznala, da je, pa sem jaz rekel, to je malo čudno, da ste, ne vem, takrat, ki bila je, pri meni bila stara tam okrog 35 let, je rekla, no, sej, tudi ginekolog se je smejal, ko sem mu rekla, da sem še devica, tam pri enih, ne vem, 33-34 letih je bila pri ginekologu in mu je rekla, da je devica, se je začel režati. Pa je rekel, kaj me pa zajbavate, in potem je na tem pregledu spoznal, da je res devica, pa je pa prebledel, v smislu, kako zdaj to, ker ženska pa kar
normalno zgleda. Pa pametna je čisto normalno, se pravi, ima magisterij, je pred doktoratom, tako da njena intelektualnost je neokrnjena. Ta ideja, da bi jo dali v posebno šolo, je bila čist začasna, posodel tam neke teste za reševati, je bila pa kar nadpoprečno pametna. Tako da tudi neke talente je verjetno razvila, jaz sicer ne vem vseh talentov, ampak tisti otroci, ki imajo specifična okolja v primarni družini, znajo razviti neke genializme, neke izrazite talente. Zdaj jaz ne vem točno, kateri so ti talenti, ker toliko intenzivno teh pogovorov nisva imela, ampak toliko vem o njej, da pač tole sem bi rekel, za začetek še dodal, se pravi, pametna je še pa še, samo na področju čustvovanja, ampak ne sočutja, čustvovanja do moških in z moškimi in v kontekstu seksualnosti, tam je pa posebna, se pravi, tam je pa zasmrčana ali pa zaspala je, ne da se jo prebuditi, ima pohoto, ampak nikakor jo ne more udejaniti. Toliko mogoče za začetek. Ja, meni se je ta gospodična po svoje takoj zasmiljala. Sem opazila, s kakšnimi banalnimi težavami se v resnici spopada in kako zelo neobičajno razmišlja. Njeni problemi so bili seveda seksualne narave. Zame je bilo kot ženski njeno razmišljanje o seksualnosti in moških banalno, celo absurdno, ampak sem jo med pogovorom nekako razumela. Sedaj po tehtnem psihoanalitičnem premisleku bistveno bolj razumem, tudi zato, ker sem se od tebe, Roman, v preteklosti že toliko naučila, da mi je njena življenjska zgodba oziroma kalvarija kar nekako logična. O seksualnosti sva ravno v teh najinih podcastih, seveda v povezavi s psihoanalizo, že toliko povedala, da mi je njena življenjska zgodba zdaj logična. Najbolj pa me je recimo presenetilo to, kako ji o spolnosti in odnosih z moškimi pač res nič ni jasno. Zaradi njenega otroštva, seveda. Dobila sem občutek, da neke najbolj banalne stvari, ki so večini intuitivno jasne, bi se ona morala napifljati iz knjige. To mi je bilo zanimivo. Ko si razložil simboliko visokih pet, me je vprašala, če bi bile kot nadomestek visokih pet, ker pravi, da v njih pač ne zna hoditi, v redu tudi superge z debelim podplatom. Če bi bila debelina tega podplata v simbolnem smislu, torej enakovredna višini pete. Zdaj, vsaka normalna ženska ve, da v supergah ne moreš biti seksi, tako kot v salonarjih. Ona pa tega občutka sploh nima in to mi je fascinantno. Roman, ti jo bolj poznaš. Slišal si neke detajle iz prejšnjih in tudi naknadnih komunikacij z njo. A je kaj pomembnega, kar bi morali poslušalci še slišati? Mogoče kaj takega, kar ni povedala v našem Zoom pogovoru, ki sem mu tudi jaz prisostvovala? Ja, seveda v 2 urah ni mogla toliko vsega povedati, kot bi morala oziroma kot je relevantno. Vseh detajlov niti ti nisi slišala. Jaz vem, da ni govorila o tej zaljubljenosti svoji, ki jo je imela, in to jo je imela pri 20 letih. Zaljubljena je bila v poročenega delodajalca, zgodil se je znameniti transferni odnos, ki je tako značilen za delovna mesta, se pravi, zaljubila se je svojega šefa, bil je to poročen in zdaj kaj hujega za njo, treba povedati, da je zelo krščansko vzgojena, bila in je še vedno zapisana Bogu. In tisti pač verniki, ki kot otroci niso bili deležni očeta, potem razvijajo ta verski fanatizem, ki že meji na neko, tako rekoč, blaznost, ker se oklepajo tega Boga kot odškodnino za primanjkljaj očeta. In ona je zelo vpeta v krščansko ideologijo in tam je pa zdaj greh, da bi se ona zdaj pri 20 letih, po domač povedano, dol dala. Žena je poznala, tip je imel neke otroke, poročen, star 10 let starejši, treba tudi povedati, pač da so jo privlačili vselej starejši moški, ker je bila vse skozi v starejši neki populaciji se je gibala. Tako da fenomen zaljubljenosti pozna, ampak je bila razcepljena med 2 ognjema, med krščansko ideologijo in tistim to zapovedjo ne smeš in tisto pohoto, ki jo je pa je imela. Ona je povedala, da je v srednji šoli kar precej razganjal. Mislim, tako gleda za nazaj. Sam ona nikoli ni bila kakšna druga ženska, dekle.
da bi videla, kaj pa to pomeni, če pa žensko pa res razganja, ne. Ona si je verjetno malo želela teh fantov, ampak tisto ta pravo razgaljanje, ki pa je značilno za najstnice, ne, tega pa v bistvu ni doživela. Ona samo sebe pozna in pravi, kako jo je razganjalo, ne. Ampak očitno jo ni dovolj razganjalo, da bi tam popustila tem, bi rekel, fukfehtarjem, ne, najstnikom, ki so se zaganjali. Punca dobro zgleda, oziroma je, mislim, da so celo mlekarca klicali, kar pomeni, da je imela že kot najstnica, že pri 13 letih eno bujno oprsje, ne. Celo, zdaj to, kar ti nisi slišala, ona misli, da je bila spolno zlorabljena, ne, in formalno gledano je bila. Zdaj ne vem točno kolikrat, ampak tale, mislim, da od Renice, Renica je imela še hčerko, njen mož od Renice, od hčerke mož jo je pri ne vem katerih najstniških letih, od 13. leta naprej poskušal tako z vulgarnimi besedami malo špikati ali pa tako hecati, ne, ampak to lahko deluje kot spolna zloraba, ker se orkan naredi v glavi. Zdaj, povedala mi pa je tudi, da je prijel za vagino, ne, se pravi, prijel je za mednožje, nisva šla v detalje, ker ženska je sramežljiva, v pogovorih mi je to priznala, nisem pa mogel vprašati, kako se je to takrat zdelo. Sigurno se je malo gnusilo, ampak ščepec prijetnosti bi pa znala doživljati, ne, ker pač fiziologija draženja klitorisa je pač taka, da se ženski zdi po eni strani fiziološko prijetno, pa tudi nek občutek, ta si pa mene želi, ne, je tudi omamen. Ne, in tam opozicija tistemu jazu oziroma nadjazu se vzpostavil na pobudo onega in ženski je lahko v spolni zlorabi prijetno. In to je največja težava spolnih zlorab. Samidva s tolo Jožico nisva šla v to smer, ni bila pripravljena, še v marsičem ni bila pripravljena govoriti, ker teoretsko bi jaz rekel, da si znal v fantazijo dajati celo ženske, mogoče fantazirati ali pa vsaj sanjati o seksu z žensko, zato ker ni bilo v njenem otroštvu moških, bile so samo ženske oziroma ta Renica, pa tam neke sorejenke ali tam celo hčerka od te Renice in bi lahko preskakovala v fantazijo ali pa v sanje ženska kot seksualni objekt. O tem nisva se pogovarjala, ampak dejstvo je, da to tudi sama si slišala, ne, da eno fafanje je zadnja stvar, ki bi se jo tale Jožica šla, ne, to se je neznosno gnusi, itak, ker ni imela odnosa do očetovega penisa, ne, kar mora deklica v svoji psihični realnosti vzpostaviti, zato da v odraslosti razvije normalno pohoto, se pravi normativno pohoto, ki v tej kulturi velja za normalno in v rasi Homo sapiens je normalna. Se pravi, ženska mora razviti željo po očetovem penisu na nek način, na nezavedni ravni, in ta želja po penisu se prelevi v željo po otroku in ta epicenter, ne, ta, bi rekel, ta klobasa, ne, je tako odločilna, da potem pa ženska celega prasca vzame, kot rečemo v tej moji predstavi, razočarana gospodinja pri seksologu. In to predstavo je ta Jožica šla gledat, bila je navdušena, se nasmejala, zelo je optimistična, nobene depresije nima, kar je čudno. In tudi, ko je slišala to paradigmo, da mora ženska za te klobase celega prasca vzeti, ne, to se je zdaj izredno smešno, ker ko je ona pri 6 letih, ne, ta podatek je zelo pomemben, pri 6 letih je na eni najlon plaži prvič videla to klobaso in šla k svoji Renici pa je rekla, stric ima pa klobaso med nogami. S tisto klobaso je rinil v uno žensko in tam sta upila, ona je pa upila. Ne, prvi seks, prvič je videla erektiran moški penis pri 6 letih. Ona prej ni vedela, da sta spola genitalno različna. Ne. In vse to je tako zaznamovalo, da ko bi rekel, pri njemu Trbolah rečemo adijo pamet, ne, kaj to pomeni, če šele takrat vidiš anatomijo genitalij. Potem, ko sem jo spraševal, če ve, kaj je to orgazem, ne, je rekla, da sicer ve, ampak da je to tako ogabna stvar, da to pa se ona pa ne gre. Ne.
Tako da teh detajlov je toliko, mislim, ne vem, koliko je o tem najnem pogovoru, ki je bilo toliko podatkov, izkristalizirala misel, namreč jaz sem si zapisal tle v zveze, ko sem se z njo v živo pogovarjal. Boji se, da bi jo moški imel rad. Pazite to, ona se boji, da bi bila ljubljena strani moških. To je totalni absurd. Temeljna želja ženske je, da jo moški imajo radi, da si jo želijo, da jo ljubijo. To Jožico je pa strah moških. Moških ne samo, da je seksa strah, pa penisa. Moških nasploh jo je strah. In ona je uporablja dikcijo. To v najnem Zoom pogovoru, v našem Zoom pogovoru ni izrazila. Kadar je moški skušal dati ali pa dal poljub, je to občutila kot napad oziroma kot posilstvo. Poljub je zanjo že bil posilstvo. Zdaj ne vem, ali na pobudo krščanske ideologije, ali na pobudo teh psihičnih podstatih, ki jih je imela iz otroštva ven. Se pravi, moški poljub, ki bi bil moški kot naslednjih očeta tam zaželjen, da pride, da si jo želi poljubiti, ampak za njo je pa to bil napad oziroma kar posilstvo. To je enačila. Skratka, še ena stvar, ki jo ni omenila, pa jo jaz vem, namreč mene je spraševala, katero profilno sliko naj da na Facebook. Potem sem jaz brskal po teh slikah in sem rekel tolo. Na tej fotki je bila pa stilsko preobražena. Šla je na stilsko preobrazbo in se tako rekoč našemili v žensko. Naličili, uredili, da je izgledala kot zelo dobra mrha. Se neko tolo dejte, če boste to fotko imeli, bo tam fehtarjev kot reka. Mislim, karikirano rečeno. Tako za to stilsko preobrazbo, mislim celo, da si ti svetovala, da bi bilo dobro, da bi parjakca ali nekdo njej povedal, kaj je to zdaj biti ženstvena, dajati signale, simptome ženskosti. Ona na njenem zelniku nima tega, na hard disku tega fundamenta nima in njej mora nekdo povedati, v kakšnej formi ona dobro zgleda. Tako da ta stilska preobrazba je bila, mislim, super, ampak ni zdržala v njej. Mogoče tole, da sem še dodal. Ja, sama sem iz pogovora z njo razbrala, da ni bila ljubljena. Ta podatek je že sam po sebi strašljiv. Po mojem videnju njen problem ni samo seksualnost, pač pa celotna osebnostna struktura. Kako pa ti vidiš njo kot osebnost? No, na teh pogovorih, ki jih imam jaz v pisarni, psihiatri bi rekli v ordinaciji, to se ne da videti človeka, ali je normalen, ali je moten, samo s pogovorem ne moreš ti oceniti, da je človek, kaj vem, psihopat ali je pretegnen, ker lahko malo tudi sebe igra, ker jaz sem imel že določene pacientke, ki so bile v pisarni čisto dobro funkcionirale v pogovoru, popolnoma normalne, pa zvem, da so invalidsko v pokoju, da imajo diagnozo omejena osebnostna motnja. Tudi tega jaz ne morem v pisarni videti. Jaz sem šel s parimi pacientkami tako privat na kavo, so prišle na te moje predstave in smo se v neformalnih pogovorih malo zapletli v bolj kompleksne pogovore, pa bil nek socialni kontekst, in potem pa vidim, da so ženske določene, predvsem ženske, da so motene, da imajo osebnostno strukturo moteno, se pravi, osebnostna motnja, to je diagnoza na psihiatriji. In spomnim se, da sem jaz, torej vidim, da imam tle iz par let nazaj napisan vprašaj MOM, mejna osebnostna motnja. Bi bila opcija, ampak dajem vprašaj, tako da tale Jožica, ki zdaj tole posluša, se ne sme ustrašiti. Mi dva sta tukaj predvsem teoretska, radi bi bila poučna, špekulirava, ampak tale teorija je tako nadležna, da je treba širše kontekste predstaviti. Jaz sem njej rekel, da mi deluje, kot da je prišla z drugega planeta. Se pravi, rasa Homo sapiens ima določene zakonitosti, ta pa funkcionira kot ženska, kot da je bila z drugega planeta. Čist drugače funkcionira, kot bi morala funkcionirati ženska, ki je normalno odraščala. Zato tudi upravičeno, mislim, da je ena lezbika, Monika Witt, to je tam nekje feministična avtorica, je rekla, da se ženskam, torej lezbikam, neupravičeno reče, da so ženske.
Jaz sem enkrat napisal tekst, pa tudi v tej knjigi Prvi spol, govorim, polemično govorim, ali smemo mi reči lezbikam, da so ženske, ne? Ker če ti rečeš ženska, potem veš, kako ženska funkcionira, da gre za vaginalno bitje, ki ima v svoji psihični strukturi željo po organu, ki njej na telesu manjka. To je ženska, to determinira ženskost skozi seksualnost, ki je ključ celotne duševnosti. Ne? Lezbike pa nimajo tega. Ne? Lezbikam se pa, načeloma radikalnim lezbikam se penis gnusi. Ne? In tale Jožica mi pa tudi delovala, kot da bila z drugega planeta, po formuliranju teh vprašanj ali pa po koncepciji pogovora. Nima pa depresije, ne? Je nasmejana, super euforična, ok, jaz upam, toliko ne vem, ne? Ampak mislim, da nima neke bipolarne motnje, da bi imela, pa je fundament z njenega otroštva tak, da bi lahko nihala v razpoloženju, se pravi, da bi imela bipolarno motnjo, se pravi, ful na dnu, pa pol neko vsaj hipermanijo. Meni pa tale deluje, da je skozi nasmejana, skozi optimistična. Treba je še mogoče reči, da je tale renica tepla, kot dojenčico, ampak ta skozi govori, da je imela renica jo pa rada. Celo mama je klicala rejnico, ampak potem je pa zdajle posredovala, ker zdaj ti ne veš, da sva se, mi vas z Jožico še parkrat slišala, sva se po uro pogovarjala, parkrat, ker ona je imela, rekel sem, da bo pozorna, imela je sanje po tem naši Zoom konferenci, Zoom pogovarjanju, in ona je sanjala dvoje pomembnih sanj. V enih sanjah je sanjala prazno stanovanje, pa rejnico, ki je bila pijana, alkoholizirana. Zdaj pa cela zgodba, ki sem jo slišal, je pač taka, stanovanje je simbol marsičesa, ampak v teh sanjah simbol odnosa, vzgojnega, v primarni družini. Tam ni bilo pohištva, stanovanje je bilo prazno, se pravi, ni bilo ljubezni v resnici, v tej družini, z njo. Ona tega ni sicer vedela, kaj je sploh to ljubezen, pa rejnica je bila, zdaj ona ve, ker je spoznala, kakšna bi morala biti mamica. Mamica ne more dojenčico pred 10 mesec tepst, kar je ta rejnica delala, misleč, da je to prav. Se pravi, pijana rejnica pomeni, da je bila vzgojno popolnoma dezorientirana, mogoče do svoje hčerke že, od te. Za to Jožica pa dobila neka sredstva od države, boh ve, zdaj, ali tudi avstrijske, ali samo slovenske, neka sredstva, potem je imela pa to kot neko nadlogo. In zdaj ta Jožica, ko sanja pijano rejnico, ki je že zdavni mrtva. Pijano rejnico, to pomeni, da je bila rejnica, zdaj to ve, ta Jožica, popolnoma dezorientirana v vzgoji. Popolnoma neznajdena pri vzgajanju, dezorientirana. Tako da jaz bi rekel, da je bila kot otrok celo zavržena na nek način ali pa zapostavljena, čeprav ta optimizem lahko, da si je zgradila v svoji psihični realnosti kot deklica dovolj dobre fundamente, da je zdaj ima nek optimizem. Ampak ta optimizem je zdaj, ko je samska. Ona ve, da vedno mora sama zase poskrbeti. Nikoli pa ni izkusila partnerstva. Tukaj, kar si zelo želi, vsaj na zavestni ravni, na zavestni poudarjam ravni, boh ve, kaj je z nezavednim, ona si želi partnerstva. Ampak ona na hard disku nima partnerstva posnetega. Tako da tale zgodba mi je, mislim, teoretsko je zanimiva, ampak bo teoretska zanimiva čez 10 let še bistveno bolj. Tako da čez 10 let bomo še kak podcast posneli o tej isti Jožici, če bo privolila. Ja, njena biološka mama je zdaj nastanjena v nekem zavodu za psihično bolne. Stara je nekaj čez 60 let in z njo nima niti stikov. Očeta pa tudi že 20 let ni videla. Oče je po njenem pričevanju nek čudak, alkoholik ali fičfirič, kot ga je imenovala. Ima nekaj polbratov in polsester, nekateri od njih hodijo še v osnovno šolo, ampak lika očeta kot deklica ni imela, razen moža od rejnice.
In v tem družinskem kontekstu tiči glavni vzrok njenih problemov z moškimi oziroma v seksualnosti. Naj dodam, da se je družila, kot je povedala, predvsem s starejšimi ljudmi. Socializacije s sovrstniki v zgodnjem otroštvu tako rekoč ni imela. Ali lahko za najine poslušalce razložiš vlogo očeta pri razvoju ženskosti in zdrave ženske pohote? Ja, oče je ključen, ne. Zdaj to, da se je družila samo s starejšimi ljudmi, brez nekih sovrstnikov iste starosti, to se je že pri prehodu v vrtec, pa potem v šolo videlo, kako je bila dezorientirana, zbegana, ne. Priznava, da so všeč starejši moški, ne, se pravi 10 let plus. Kar ni, to ni redko, ne. Ženska se pogosto pač navdušuje nad izkušenimi starejšimi moškimi, ampak ona ima to izrazito, ne. Zdaj v celi zgodbi tej njeni, ko je aseksualna, ko priznava, ko je pri, ne vem, ko 38 letih še vedno devica, ne, ko se tako rekoč boji moških, ne, je treba vedeti, razložiti teoretsko, da je zelo pomembno, pri komu deklica prvič vidi oziroma posumi, da je genitalno različen kot ona, kot deklica in njena mama, recimo, ne. In zdaj tam mora biti oče. In to je tisti oče, ki ima neko interakcijo, nek stik z njeno mamo. Njena mama je pač tudi brezpenisno bitje. Ne? Oče je pa bitje s penisom. Ne? In pomembno je, pri komu deklica vidi prvič tega lulčka. Ne? Ok, lahko je bratec ali pa fantki v vrtcu, ampak potem mora preskočiti v svoji misli, v svojih mislih, v svoji psihični realnosti, da ima oče organ več kot mamica in ona, pa ženske, pa deklice. Ona mora ta kastracijski kontekst misliti na pravilen način. In ona je pri 6 letih prvič videla klobaso, pri naključnem moškem, ki je imel seks. Ne? Se pravi, ona je videla še erektiran spolni organ prvič, ki ga je tip rinil tam v eno žensko, ta se je pa odzivala z upitjem, ne? Kar je mala punčka mislila, da ji dela neko silo, ne? Mislim, torej, da to žensko boli. In na ves glas šla to razlagati tam tej rejnici, kaj ta dva tam delata. In potem so šli gledati, da so pa že kopala tam na morju. Skratka, še ta oče, ki je tam nekje bil, verjetno v psihični realnosti je bil, ne? Ker vse deklice imajo očeta in ona je tudi imela očeta. Kdo pa je? Nek stric, ki je tam pa tam prišel celo pogledati. Ne? Pa sem rekel, da se še piše celo po očetu, ne? Se pravi, neko identiteto vezano na očeta ima, oče pa slab, obupno slab, fič, alkoholik. Ne? Torej, pomembno je, da tisti, ki imajo penis, so moški in ti moški, ki imajo v hlačah ta organ več, so bili do nje nadležni. Vsaj eden pač je bil, ne, ki je spolno nadlegoval, grdo govoril, jo spolno izzival, spolno nadlegoval pri 13 letih. Šlatal je za joške, pa tudi za vagino, ne, to pač jaz vem. In zdaj ona je popolnoma dezorientirana v tem seksualnem smislu. Fundament je nikakav, ne, obupno slab, ne, pri komu vidi deklica penis in kako razvije potem to željo, se pravi, pa njej že tle nič ne štima. Nobenega odnosa nima do očeta, ki ima organ več in zdaj, ko bom velika, sem poročila z očetom. Te fantazme že deklica ni imela. Se pravi, je razcepljena, dezorientirana. Ona v svoji fundamentalni seksualnosti, ne, v fundamentu ima error, ne, zdaj sorry, ker jaz to rečem, ne, ampak vseeno pa imamo mi ljudje tudi neke hormone, ne, tam nek testosteron je, pa nek estrogen in ženske imajo ta, kako bi rekel, kako se reče, ester. Ne. Ester je to obdobje pohote, tam nekje vezano na menstruacijo in tam se sama sebi zdi obupno pohotna. Ne. Ona mogoče sploh ne ve, kaj je to obupna pohota, ker če bi bila obupna pohotna, bi se šla primerno nastaviti moškemu. Ne. Ampak meni, ko si mi razvozlal jezik, je ona rekla, jaz si želim v tem estru, da me en napiči, da me razdeviči, da me nabije. Ne. Tisto vulgarno misel v sebi je pa premogla. Ne. Se pravi, ni čist izgubljena. Ne. Ampak nima pa
v nezavednem ima očitno neke konstrukte, ki jo pa spotikajo pri tem, da bi se ona dostojno, na primeren način ponudila moškemu pa tudi ni treba dvakrat reči, ne. Če se ona primerno nastavi, sam problem je, da se ta tudi nastaviti ne zna, ne, ker ima v fundamentu te seksualnosti iz primarne družine en error, blago rečeno. Ja, meni je bilo fascinantno, ko si jo vprašal, če je v življenju že videla penis, če se ga je sploh že kdaj dotaknila. In ona je odgovorila, seveda sem se ga dotaknila v vrtcu, ko sem umivala otroke. Očitno je namreč nekaj časa delala tudi kot varuška v vrtcu. Potem je dodala, da je videla penis na plaži in seveda pozneje v pornofilmih, ki so se ji mimogrede rečeno strašansko gnusili. Kot 6-letna deklica je videla klobaso, kot jo je takrat poimenovala, pri naključnem opazovanju seksa na plaži. Kaj bi ti v tem kontekstu dodal? Ja, tukaj se da dodati marsikaj, ne. Mislim, prvenstveno bi jaz rekel, ne gre samo za to, da ni razvila komunikacije, ne, z očetom, ne. Se pravi, oče pa hčerka morata imeti dostojno, pravilno, ustrezno komunikacijo. Ta te komunikacije ni imela. Se pravi, s nekom, ki jo ima rad, pa je nosilec organa, ki njej na telesu manjka. Ona sploh ni vedela za anatomske razlike med spoloma do 6. leta, dokler ni videla te klobase pri naključnem ne kopalcu, ampak v seksualnem aktu je to prvič videla. Ona ni videla lulčka, ne? Ona je videla erektiran penis. To ni isto, ne? Ona ni razvila tekmovalnosti z mamico do očeta kot nosilca organa, ki njej na telesu manjka, in mamici, ne? Se pravi, v edipalni fazi, v kastracijski fazi, kastracijski kompleks pri deklici se reče. Zdaj nekateri govorijo pač o elektrinem kompleksu, ampak Freud je govoril o Oedipovem kompleksu, kjer se zgodi ta fenomen kastracije, kastracijskega kompleksa, in deklica mora misliti anatomijo genitalij, lastne genitalije mora primerjati z genitalijami, ki jih ima moški spol. In prvi in ključni moški, ki ima anatomsko razliko v mednožju, torej, da ima penis, mora biti oče, ne? Torej biološki oče, ki ji tako rekoč krade mamico, in potem deklica mora opraviti prehod iz mamice kot prvega objekta želje na očeta. Ona more zapustiti mamico z neko fantazmo, očka, poglej me, kako sem lepa, če tudi nimam lulčka, sem pa toliko lepša, ne? Ta znamenita fantazma je ključna za razvoj ženske pohote in za razvoj želje po penisu, ne? In to tekmovalnost svojo mamo ta Jožica ni razvila, ne? Ni jo doživela. In tudi te identifikacije nima ta prave, ne? Sej recimo se identificira s to rejnico, ne? Ampak ta rejnica, ne vem, kako točno je imela zdaj tega svojega moža, ker imela je neke otroke. Mogoče mi manjka ta podatek, lahko, da si ga nisem zabeležil, pa da mi je to povedala. Se pravi, rejnica je imela svojega moža in ta zdaj mož od rejnice bi moral zapustiti neko sled v psihi male Jožice, zato da bi se od rejnice ta mala Jožica preklopila na tega moškega. Tega ni doživela, identificirala se je z rejnico, ampak tam je bilo, to je pa tudi to, ne? Se pravi, anatomija genitalij ni premlevala, ko se je identificirala z žensko, z rejnico, ne? Očetovega penisa ni bila deležna, ona ni bila tiste fantazme deležna, ne? Ki jo mora vsaka deklica v svoji psihični realnosti zastaviti, ne? Se pravi, očka, ne? Ti imaš lulčka, jaz imam pa telo, ne? To, kar je zelo pomembno pri teoriji motnja hranjenja, ker sva par podcastov nazaj mi da krasno temu belodanila, da mora deklica opraviti libidinalno trgovanje, v tej paradigmi pa mora svoje telo, svoje lepo telo poskušati unovčiti za očetov penis, ne? To je, bi rekel, se je to provokativno, ampak po Freudu to tako. Nisem jaz zdaj toliko
ne vem, bom rekel, to pretegnem, da take neumnosti govorim. Jaz sem samo tisti sev, ki prinaša, pa kurir, ki prinaša neko novico. Zdaj, če je to slaba novica za nekoga ali pa za feministke, jaz ne morem pomagati, ampak jaz imam neko znanje, ki ga bi rad plasiral med neko laično javnost in povem, da se mora deklici zgoditi to libidinalno trgovanje, fantazmatsko, kjer deklica prepoznava v objemu primanjkljaja enega organa, lulčka, svoje telo kot lepo. To se mora zgoditi. Fantazma, lejme, kako imam lepo telo, mora biti naslovljena na tistega moškega, ki spi z njeno mamico. To je fundament idealen oziroma normalen za potem kot popotnica za razvoj normalne ženske duševnosti oziroma seksualnosti. Duševna pa seksualnost je tako rekoč eno in isto. Ženska, ki ima zblojena seksualnost, je tudi v duševnosti zaškrta. Zato je problem recimo homoseksualcev pa lezbih. Ni njihova spolna usmeritev, ampak njihova osebnostna struktura. Tam nastanejo problemi. Če so problemi seksualne narave, so problemi pa tudi na ravni duševnosti oziroma osebnostne strukture. Tako da simbolni procesi, do tega bomo mogoče še kaj prišla, pa sva že omenila, simbolni procesi dotične Jožice so popolnoma porušeni. Ona sploh konceptov recimo rdeče barve ne šteka, štiklov, ličenja, rdeče ustnice, ki so simbol spodnjih ustnic. Ona tega ne šteka, recimo rdeči nohti, ki sodijo na ženske roke. Ona sploh ne šteka. Ne vem, po moje se najbolj udobno počuti v bularjih. Se pravi, štikli niso opcija, v bularjih pa dober hotel, pa v supergah. Se pravi, tudi verjetno s kiklami si ni prav domača. Ona hod obuta tako kot moški. Ima tudi šlic, iz katerega ne more nič ven dati. Kadar liže sladoled, to ga tako liže, da nobena feminilna ženska ne liže tako sladoleda, ker ve, da obstaja fafanje. Na kraj pameti ne pride, da bi imela zadržek pri lizanju sladoleda, ker asocira na fafanje. Banano, če je lačna, jo poje takoj. V javnosti sem lačna, je banano fafajoče. In ne preskoči na simbolni ravni in ne preskoči v to neko faličnost, pa neko sprejemajočost oziroma vaginalnost. Ali pa pasivnost. Tako da ima ona tudi simbolne procese, porušene v smislu simbolne disonance. To je ta izraz, ki ga jaz rad uporabljam. Mogoče toliko. Ja, zase je sicer trdila, da jo je glede seksualnosti v srednji šoli fejst metalo, kot se je izrazila. Jaz bi rekla, da očitno premalo, ker se v tistem obdobju iz registra seksualnosti pri njej ni zgodilo tako rekoč nič. Ti si jo videl v živo. Kako pa zgleda? Na Zoomu namreč se ni prikazovala z videom, zato to sprašujem. Iz pogovora z njo pa sem razbrala, da ima kar dosti kompleksov povezanih s tem videzom. Jaz sem šel za nazaj brati moje komunikacije z njo in tam sem ujel tudi zapisan stavek. Zdaj ne vem, koliko je resno misli, ampak tam to je bilo enih par let nazaj. Ona je napisala, da je tako normalno zgleda. Ampak v komunikaciji, potem se je pa razvezala jezik, je pa izpostavila nek kompleks, ne bom zdaj rekel, jaz sem pa tak ušesa, štrleče, ali pa kriv nos, ali pa debel vrat, ali pa ne vem, visoko čelo, ali pa ne vem kakšne lase. Eden od teh atributov lepote ima pri njej v njeni glavi fatalno negativen prizvok ali pa konotacijo. Ampak jaz jo gledam, nič od tega ne opažam. Ona deluje tako dobra mrha. Njena dud, bi rekel, so veliki joški. Zdaj nekoč, ko so to rasli, je bila strašansko, bi rekel, jezna na te njene atribute, ki jih ena prvih jih je imela tudi menstruacije, dobila med prvimi, verjetno tudi zato, ker je mogla hitro odrastiti.
tiste deklice, ki so pozno pridejo v puberteto, ali pa tudi fantje, imajo tako harmonično otroštvo, da jim ni treba zrasti. Nekatere ženske ali pa tudi moški fantje hitro odrastejo, ker je življenje tako kruto, da mora kot moški se zoprstavljati tegobam v življenju, deklice pa tudi hitro odraslijo v žensko, ker se mora na ženski način spopadati z življenjem. Jaz bom rekel, tale je čisto normalno lepa, se pravi, z njo ni nič narobe, ampak občutek pa ima, da nekaj ni v redu. Pa še tako imam, omenja tudi neke lase, kot nek, kaj vem, rekel, hendikep. Zdaj ne bom povedal, katero smer, ampak ona to izrablja, z njenimi lasmi ni nič narobe. Ona to izrablja samo zato, da ne bi pritegnila preveč moških, preveč fukfehtarjev, ker se moških na nezavedni ravni izjemno boji. Torej moških oziroma njihovega penisa, erektiranega. Strah jo je, moških penisa, seksualnosti. Tako da se pa ne vidi kot lepo, zato ker ni doživela te pohvale strani bitja s penisom očeta. In zato ima neke spodletele občutke. To ona je tam, ko je meni govorila, da ima svoj hendikep, je rekel, poglejte, jaz gledam kot tele v nove vrate, nič ne vidim. Ona si je zgradila nek kompleks v svoji glavi, z njo pa ni nič narobe. Ima pač popačeno percepcijo moških, percepcijo penisa, seksualnosti in te celotne simbolne strukture, se pravi falične simbolne strukture. Ona ne prepoznava faličnosti. Skratka, kopica enih takih specifik, anomalij, ona je malo drugačna. Pametna pa ful. Ja, zdi se mi, da je precej ukleščena v krščansko ideologijo. Namreč pri svojih 38 letih fantazira o možu in poroki, seks pa naj bi se zgodil oziroma dogajal šele po poroki oziroma med možem in ženo. Meni se je zdelo, kot znam psihoanalitično razmišljati, da ima odpor do organa, torej, da se penisa tako boji, da izrablja vse, samo da ji ne bi bilo treba seksati. Kako ti vidiš vlogo te cerkve oziroma krščanstva in ta njen fanatičen, očitno nezaveden odpor do penisa? Tudi jaz se mi zdi, zdaj bom vulgarno rekel, Boga izkorišča zato, ker se boji kurca. Pa reče, ja, Bog ne pusti, seksa pred poroko in zdaj bi ona, mislim, te dni me je celo poklicala in mi je zaupala ene sanje, v katerih, ker ima nekega kandidata, s katerim flirta, ne vem, kje točno ga je dobila, ker pa je bila na 20 zmenkih ali koliko 20 moških je odgnala stran, ker seveda na on portalu, pa tam, kaj so že te portali, to so fukfehtarski portali, to so točno, ženska se gre nastavljati, da se dol dala, ali pa da si ego zgradi, ali pa da se ima fajn, sej seksat mu tako ne bom dala, moški grejo pa so pa po moralni dolžnosti, mora moški tam fehtati, če bo kjera kaj dala, ker tudi ženske imajo pohoto načeloma in izrabljajo moške za seks. To jaz skušam tej dopovedati, če dajte vi uporabljati moške za seks, sej enega pa imam, ta bi se pa poročil z mano. Ja, mislim, ali pa se slučajno že kaj zalizu ali pa za Joška prijel, me je pa porit udaril. Ja, sem rekel, to pa res ni neč, za mene je veliko, Mislim, lejte, vi imate velike Joške, vi mu morate Joške nastaviti, da vas prime tam, ko je na erotičnem ovinku, da mu crkne avto. In potem pa juhuhu, užgi pa siromaku. Mislim, ona neč od tega nima in se mi zdi, da, torej, sanje so bile pač take, da je sanjala, da sta šla s tem nekim alfa samcem v nakup stanovanja, ogled stanovanja in prišla do ful lepega, razkošnega stanovanja in si je želela, da ta alfa samec njej kupi stanovanje. Stanovanje je simbol družine, simbol odnosa, zakonske zveze in ta tip v njeni psihični realnosti seveda nima nič sanjanja, ampak ona si je skonstruirala z neko logiko, ne toliko z nezavedno željo, kot bi rekel Freud, ampak z logičnim sklepanjem je izsilila odgovor od tega alfa samca, češ, ko se bova pa poročila,
ti bom pa kupil to stanovanje. Ne? V bistvu je stanovanje simbol pač odnosa, zveze, družine, ne? Izsiljevanje poroke je pa v bistvu izsiljevanje seksa v smislu. Ne? Logika je pa moška, ne? Ko bova seksala, ti bom pa kupil stanovanje, ali se bova pa poročila. Ne? Šele ko bova seksala, če bo pa seks za nič, se pa ne bova poročila. Ne? Vulgarno rečeno, če ti kurca ne upaš niti prijet, kaj še v usta dati, potem se pa midva ne bova poročila. In te sanje so nakazovale njeno zbeganost, ne? V smislu, kaj če jaz ne znam seksati, ne? Kaj če ne bom kos seksu, pa me bo pa pustil, jaz bom pa prikrajšana za družino, ne za otroka. Ne, v to smer gre njena intrapsihična ta dilema, ne, ki jo pa podpira pa še cela krščanska ideologija. Ne. Ona se oklepa te krščanske ideologije. Sem bi potem enkrat rekel, gledajte, Bog je mene vam poslal, zato da vam povem, da moške morate vi v vaših letih uporabljati za seks. Jaz sem jo ukazal, gledajte porniče, začnite masturbirati, ne, ker orgazem je bil najprej ogaben. Zdaj nič več, ne? Zdaj že uživa in to bajec se tudi parkrat na dan tako malo samo zadovoljuje, kar je prav. Ne? Ona ne ve, da imajo ženske tudi 5krat na dan. Ne? Mislim, jaz imam ta podatek, ker je moja funkcija, moja dolžnost je, da vem, kako se ženska spopada z lastno pohoto. Ne? Ženske ste načeloma same s sabo, med sabo se toliko ne pogovarjate, tiste ženske pa pridejo k meni, imajo probleme z moškimi, v družini, v zakonu, pa moram vprašati, kakšne ima seksualne fantazije, kolikrat masturbirajo, kdo je v fantaziji, ko masturbirajo. Ne? In je tale vsa zbegana. Ne? To, mislim, tale celibaterstvo v tem duhovniškem poklicu, duhovniki, ki zagovarjajo ideologijo RKC-a na teh, ne vem, kaj so žmaše, pa ne vem, pridige, pa to imajo on nezavedne svoje probleme z lastno seksualnostjo. Ne? Duhovniki tam so prikrajšani za seks. Ne? Ok, mogoče je res veliko tudi gejev tam, ali pa bom rekel latentnih gejev, da pedofilijo ne bom omenjal. Ampak moški si tako zelo želijo ženske, tudi duhovniki, da potem ne privošči ženskam, niti moškim. Seks, to dela nezavedno, če že jaz ne moram seksati, pa tudi vi ne seksati, vsaj do poroke ne. In potem te vernice, ki so v nekem transferju, s to avtoriteto, s tem duhovnikom, ne, slepo ubogajo. Mislim, Bog pa, ne, pa mene pošle, pa rečem, gospa, čim prej začnite seksa, če hoče en normalen life imeti, če se hočete rehabilitirati. Ne. Tako da imam, to ni edina, ki takala, ne, zelo podobna ženska, na isti način zaznamovana, s tem, da še bolj upeta v krščansko ideologijo, ne, tudi želela je biti nuna, zdrsla tudi v psihozo, se tudi obrla k meni, da bi rada imela podcast, da bi rada, ker je šla pred cel nek zbor, ne duhovnikov, slišal duhovnik Farani in je rekla, to, kar dela cerkev na področju seksualnosti, ki nam tako prepoveduje, to je škodljivo za nas mlade. Ženska ta je tudi stara bliž 40 let, še vedno devica, ne, in je tudi rekla, da bi rada bila v teh najnih podcastih in ima isto zgodbo. Tista cerkev je tako škodo naredila mladim rodovom, posebej tistim, recimo puncam, ne vsem, ampak tistim puncam, ki nimajo očeta. Potem se pa tistega Boga oklepajo in pol pa tam vse narobe. In pol hoče pa nuna biti. Ne? Mislim, ne vem, kako je zdaj ideja o nuni, te Jožice, ampak pravim, ni edina, ki ima to vrstne probleme. Paradigma pa je, da krščanska ideologija v teh časih škodi mladim rodovom, ker jim na tak način prepoveduje seksualnost. Mi nismo več v srednjem veku in seksualnost pač se v tej liberalni kulturi mora dogajati. Ne more se zgoditi, da 20% otrok, torej mladostnikov, sproba neko erotiko, nek seks do 20 leta, tle pa do dve ranjene duše, krščansko upete v cerkev, pri 38 letih device. Ne, pa, kako bom pa prišla do dojenčka, je tako kot devica Marija sigurno, ne, bo treba se malo dojdati, ne. Joj, to je pa greh. Ja, gospa, kakšen greh? Dajte moške uporabljati za seks. Skratka. Iz pogovora z njo se je dalo razbrati, da je bila že kar na veliko zmenkih. Očitno preko moških prihaja bolj na virtualen način.
Bila je, kot si že omenil, vsaj na 20 zmenkih, verjetno preko Ona ali kakšnega drugega portala, ampak strah pred moškimi, ki ni drugega kot strah, če že nekar odpor do penisa, jo je popolnoma ohromil. Kaj pa ji ti v bistvu napoveduješ? Jaz sem ji zaukazal, par let nazaj že, pred korona krizo, gospa, seksat začnite. Če ne jebeš, kurcu prolazi vreme, vam pa lepota. Joj, ste hecni, vi pa ste hecni. Ne, nisem hecen, življenjski sem. Jaz bi vam rad pomagal, meni odleže. Jaz se dobro počutim, če človeku pomagam. In zdaj, ali je Bog, ali je splet okoliščin, mene kliče na pomoč, ki je on preko tako rekoč zajebal. Ženska stara 38 let, pa si jo, ne vem, ena si je pri 40 letih na mojo pobudo z ogledalcem prvič v življenju pogledala. V ogledalu prvič si je vagino šla pogledati, ker sem jaz to rekel. Potem sem rekel, zdaj pa stopite v eno novo vesolje, tam se mu reče seksualnost, pa dajte začeti normalno seksati. Seveda je ženska bila tudi brez očeta, pazi zdaj, pa 2 otroka imela. Po 2 otrocih si je prvič v življenju na mojo pobudo v ogledalu pogledala vagino, ker to je pa strašanski greh. Fotra ni doživela tega trgovanja, o kateri sem prej govoril. Tale Jožica podlega Dunning-Krugerjevemu efektu. Tok nič ne ve o teh odnosih med spoloma. Tok nič ne ve, kako zajeban je biti v partnerskem odnosu, kaj so to moški, kako je z moško pohoto, kaj je to seks. Absolutno nič ne šteka. In potem ona misli, da se bo zdaj ona, ko se bo dol dala, da se bo to zdaj že zapečatila poroka, da to bojo otroci, kakor jih bo Bog dal, o kontracepciji ali pa oni tabletki dam potem tudi slišati noče, in pa se boji zanositve, mislim, vse izrablja samo zato, da ji ni treba seksati. Pa, ljubi pa svojo muco, kosmato ima vagino, in ona se ne bi depilirala. Mislim, jaz pa znam, so moški rekli, to je imela kosmato, kot da bi mutirala, sem me kar menili, pa sem šel. Zdaj nekateri imajo radi kosmate, nekateri pa depilirane, Zdaj ona se mi zdi, da se noče obriti, ker pol bo pa treba seksati, mislim, vse si brije noge, ampak vagine si pa noče pobriti. Zdaj pa če bo ta alfa samec mogoče pa rad ima tam neko šumo, pa da ga vpraš, kakšno hočeš frizurco, ali depilirano, brazilijanko, ali Jimi Hendrixa tam med nogam. Mislim, ne zna tudi komunicirati, ne zna na šalo obrniti. Ima, jaz bi rekel, nezavedni odpor in številne racionalizacije v smeri, da ji ne bo treba seksati. Vsak izgovor je pa dober, na zavestni ravni si želi, nezavedno ima pa strašanski odpor. Strašanske probleme si ustvari sama, nezavedno zato, da ji ni treba seksati. Samo ona bo ostala brez otrok, brez družine, če bo šlo tako naprej. In moj nasvet je, gospa, dajte začeti uporabljati moške, ene za pogovarjati, ene za ne vem, za neizlete, ene pa za seksati. Če vas rajca, ja, tam je pa rajca. Pa dajte se napiti. Vse ste videli v moji razočarani gospodinji, ko so rodari svetovali. Babo je treba napiti, ko je baba pjana, je rit prodana. Star pregovor, In zdaj jaz to govorim, začnite čim prej seksati. Rekel sem, začnite masturbirati, začnite gledati porniče. Par let nazaj si to rekel in je začela. Bravo. Zdaj pa glavni moj apel, gospa, seksati začnite, pa ne skrivati, da ste devica, ali pa skrivite, pa rečete, imam menstruacijo. Pa ne zbežati, če vas bo tam začel po joških šlatati, pa da ga boste tepli, take neumnosti. Skratka, je pa tudi res, da nima občutka za moške. Ona ne ve, mislim, ta alfa samec, ki ga ima strašanske odpore ali pa kregarijo svojo lastno mamo. Tist, ki črti svojo mamo, ne more imeti odnosa harmoničnega z žensko. Če je faza zaljubljenosti že, ali pa zadetosti z dobrim seksom že, po takim moškim slejko prej jeza do mame ven useka in ta Jožica sploh ne ve, da v partnerskem odnosu lahko trofna psihopata, ki se ga sicer boji, ampak en tip jo rajca in zdaj samo enega vidi in z njim se bom poročila, pa otroke imela. Pa treba je testirati ga,
ali pa več teh moških treba stestirati. Današnja kultura je pač taka. Ok, da nam zašel preveč. Meni je bilo fascinantno tudi to, ko si jo spraševal o oralnem seksu. Vse pri njej je tako rekoč povezano z gnusom. Tudi sperma je, oziroma bo, če bo kdaj prišla v stik z njo, najverjetneje gnusna. Ko je formulirala določena vprašanja, nekaj jih je naslovila nate, nekaj pa tudi name, večino pa na oba, se mi je kar zasmilila. Izpisala sem si tudi nekaj teh vprašanj. Ali lahko seksam med menstruacijo? Ali jaz še nisem prepozna za seks? Kakšen je pravi moški? Kaj pomenijo rdeči štikli? In v čem je fora, da so rdeči? Potem pa, ko je izvedela od mene in od tebe, v čem je fora štiklov, je dodala, a so male petke v redu? Hecno je bilo tudi vprašanje, ki ga je naslovila nate. Ali bi ti imel odpor do seksa z devico? Ja, zdaj, pa sem rekel, pa v teh letih sploh, ne, ampak ok, jaz nisem zdaj kategorija, da sem z njo ukvarjal, ne, dejansko sem pa razmišljal, ker imam stike tudi z nekimi seksualnimi učitelji, ne, čeprav, kaj vem, mene misli, da sem jaz nek seksualni učitelj, obstajajo neki žigoloji, ki bi rekel, žensko vpeljejo v seks za denar, ne. Pa ta bi rabila seksualnega učitelja, da vpelje v seksualnost. Mislim, s tem, da bi ga jaz mogel inštruirati prej, ne. Pač, tudi invalidi morajo plačevati za seks, rekel, s prostitutko, ne. Ampak potem se njihovo duševno zdravje se iz depresije prelevi v nasmejanost, ne. Zdaj, jaz bom rekel, to, kar me je spraševala, kdo je pravi moški, ne. Mislim, jaz si tem razpravljam, ker sem pisal veliko, kdo je pravi moški, ampak pol smo pa ti čist deklasirala, ne. Ko si ti povedala, kdo je pa zdaj pa pravi moški, ne, sem rekel, pa kom zdaj jaz govoril, pa sem vse teoretsko korektno odgovoril, ker ona sploh nima občutka, kdo je pravi moški. Zdaj pa, a si toliko dobro, da mogoče za žensko poslušalstvo, mogoče pa ti poveš, kaj si njej povedala, kdo je pravi moški. Ker jaz sem tam res povedal, ti pa izstopa, si ustrelila, da še enkrat ponovi, no. Ja, jaz sem pa ji povedala, da je pravi moški tisti, ki ženski ne povzroča nobene bolečine, torej ne fizične, ne psihične bolečine. Ja, no lej, jaz sem pač teoretsko zelo zaokrožil celo zgodbo, ampak pa sem pa dala piko na i, ne, moški, ki ženski nosi bolečino, na odru jaz rečem, tega je treba ubiti, ne, mislim, nosi bolečino, kaj vem, da je grd do ženske, recimo, ki mu rodi otroka, ali pa do ženske, ki se mu seksualno predaja, ne, ok, odmislimo zdaj sado mazo praksi, ne, ker doče ženske pa rabijo pa ten grobost od moškega, ker so bile deležne grobega očeta, ne, in to grobost moška je paše, pustimo to. Ampak pravi moški, recimo ženska čuti, kaj je pravi moški, ok, če imela spodletelega očeta, jo spodleteli moški nezavedno privlačijo, ampak pravi moški ne nosi ženska bolečine. In ta Jožica, ta pa pojma nima, ne, ta pa mene sprašuje, kdo je pravi moški, ali pa tebe, ne, ki sem te poklical na pomoč, ne. Jaz sem potem razlagal pasivno žensko, aktivno moški. Moški je dajajoč. Moški mora varno zaščito, denar zajakulirati ženski, ne. Ja, ta Jožica je pa celo življenje se nekaj naučila, da mora sama zase poskrbeti. Normalna ženska pa išče nekega spasitelja, ne, rešitelja, ker kot deklici je očka reševal težave. In potem ima afiniteto, da prije nek gospodar, ne, malo jo sicer obvladuje, ampak potem, ko ona izrazi neko željo, pravi moški je sužen ženske želje. Ženska intuicija mora to dati, ne, ženska ne pamet, ampak intuitivno mora ženska vedeti, kdo je ta prav za njo. No, zdaj tega enega alfa samca kao ima, ampak tip je star blizu 50 let, ni imel zveze, nima otrok, mislim, pa je imel veliko žensk, ki je izkušen, ne, pa krega se z mamo in dvomim, z očetoma dober odnos, dvomim, če to alfa samec, ki ga bi z enim seksom tako mrežila, da bi on že načrtoval poroko in zajakuliral par tisoč evrov za medene tedne, pa tako naprej, ne. Skratka,
Ja, no, naj povem zdaj še jaz, kaj je mene vprašala. Ne? Naprimer, ali me ni bilo strah, da bi zanosila? Ali pa, ali jaz oziroma ženska pri seksu vselej doživi orgazem ali ne? Ali sem se mogoče kdaj bala spolno prenosljivih bolezni? Zdaj, to so bolj taka osnovnošolska, da ne rečem srednješolska vprašanja. No, tudi to vprašanje naslovljeno name je bilo zanimivo. Ali ženska med seksom spusti kakšno tekočino, tako kot moški spermo? Kako pa si v bistvu ti videl ta njena vprašanja, ki jih je naslovila name? Nenazadnje je tebe nekako naslovila z dikcijo: vi ste moj seksualni učitelj. Ja, sem prej rekel, seksualni učitelj bi njo moral peljati v seks. Mislim, jo, če je treba tudi razdevičiti za to, da odpre novo vesolje, imenovano sex life. Ne, jaz jo pa teoretsko bodrim, ji razlagam, ker bi rad pomagal, ker to ni neka pokvarjena duša, ne, mislim, jo odkrita, ne vem, meni je prijetno pri srcu, če lahko človeku pomagam. Ne. Tele ženski 3 leta in 4 leta že asistiram, ne, in pa s takimi vprašanji se pa popolnoma razgali. To sprašuje kot srednješolka. Mislim, pridejo ženske, ali pa tudi srednješolke, ne, že take, ki ima že enih par let sex life, ne, in potem sprašuje o tem orgazmu, ne, kako je to tudi vaginalni, klitoralni, analni orgazem, ne, kako je to fafata, to prav fafa, ga sme grist, ne, kako je s požiranjem sperme, ali je to moškim fajn ali ni, analno, ko zdaj to pomeni, ali je moški pedar, če me hoče vriti nažgat, ne. To so vprašanja. Pri tej Jožici se pa vidi deficit v odnosu hčerka oče, ne, točno se vidi. Nobene intuicije nima, ne, se pravi feeling, se pravi v nezavednem fundamentu ženska razmišlja ogromno, ne. Potem pa formulira 1, 2, 3 vprašanja, tako na zavestni ravni. Ampak temu nezavednem je pa ogromno nekega znanja in ta ženska intuicija, ne, normalne ženske ve, da če ga hoče moškega privabiti, se mora rdečo barvo napraviti. Ta pa sploh ne ve, kaj je simbol, kaj je to rdeča barva. Ali pa recimo, zakaj štikli, ne, sploh ta peta ne deluje, da ima falično simbolno strukturo. Ne. Pa zakaj lakasta, ne, mislim lakasta. To je, ko bi bilo malo mokro, ne, zdaj, če ga daš ti noter, pol mokrega ven potegneš, ne, če je pa suh, ki je pa pol tam nek semiš. Ne, zakaj tukaj lakastost ali pa mastnost na ustnicah, ne? To intuitivno ženske vejo. Intuitivno vejo, kako je z dekoltejem pa tako naprej. Kazanjem kože, ne? Tale Jožica nobene anunge nima. Malo se zdi, enkrat je celo rekla, meni se je zdelo, da sem jaz tam na plaži vse moške rajcala in se mislila, da bojo kar lužo tam naredili. Mislim, na plaži si ga dec ne bo kar drkal tam pred vsemi, ne. Ona je lastno željo, da bi bila všečna, projecirala na občutek, da jo vsi gledajo. Mogoče je noben ni opazil, ne, ampak v resnici se en segment njene psihe zelo, zelo, zelo želi seksa. Ne. Je pohotna. Ampak drug segment, ki je zelo velik, v njenem nezavednem, ima pa odpor do tega. Odpor ima pa samo zato, ker se ni zgodila primarna družina z ljubečim očetom in mamo. In tiste libidinalni, oidipalni trikotnik, kastracija tega, tale Jožica v svojem psihičnem fundamentu nima in je v njeni psihi vse narobe. Žal jaz to tako vidim, no. Zdaj pa, ne vem, kako si pa ti videla ta celoten pogovor, če mogoče ti z nekega svojega vidika kot ženska, mislim, kako si pa ti videla, kot slišiš takole žensko, nisi glih svetovalka, prijateljica imaš, ne vem, se ne pogovarjate take osebne, intimne stvari, ampak en občutek pa ti dobila v tem 2-urnem pogovoru. Ja, meni je bil celoten pogovor zelo zanimiv. Res ogromno mi je dalo za razmišljati v bistvu. Zavedla sem se, kako posebna je njena psiha, ne, zaradi tega njenega specifičnega otroštva. Kot pač ti rečeš, kot da bi z Marsa padla, ne, nekih logičnih pravil, nekaj, kar je nam vse logično glede seksualnosti, odnosov, kar mi vemo kot navadni zemljani, ona tega ne pozna. Jaz recimo določene stvari
pa še marsikdo intuitivno čutimo, ne. Njej pa je to totalno tuje, neznano in to me je najbolj presenetilo, da ne rečem osupnilo. Kot da v strukturi njene osebnosti oziroma tem programu ali hard disku, kot ti rečeš, manjka ogromno nekih datotek, ki jih imamo večina ljudi naložene že od otroštva dalje. Jaz Jožici seveda želim vse dobro. Se pa bojim, da si ona ful zida gradove v oblakih, kar se tiče recimo tega zakona, ker ful idealizira zakon. Ne zaveda se, da je življenje v dvoje in potem še otroci, da je to v bistvu nekaj izjemno konfliktnega. Vsa patologija pri obeh izbruhne ven na plano in mora zdaj to znati handlati. To ni nekaj pač, kar je z rožicami posuto, jaz pa sem dobila občutek, da ona pač ravno tako vidi, da je to zdaj vse rožnato, ko bi se poročila. Jaz sem jo v bistvu dojela kot aseksualno. Sicer zavestno ona pravi, da si seksa želi, ampak meni izgleda, da jo nezavedno spotika na vsakem koraku, samo da do tega seksa ne pride, ker ima v resnici odpor pred organom. Tako da, tako jo jaz vidim. Ja, lej, jaz mislim, da tvoje videnje tako, zdaj, če tole posluša, se jo verjetno malo boli ali pa celo neka depresivnost, ali se pa reži. Tole, kar si ti povedala, je več vredno, kot ne vem, po moje teorije ali pa cela, se ne vem. No. Meni se zdi, da tole, kar sem midva povedala, je poučno, ne. Pa celo terapevtsko, ne. Tale ženska, Jožica, bi morala se malo več pogovarjati, ampak pred pogovarjanjem mora pa prvo se seks zgoditi, ne. Tako da, če je bilo tole malo resnično preveč kruto, lej, sorry, midva morava biti poučna, zdaj boš ti sklenila še kaj. Imaš mogoče ti kakšen sklep ali prognozo pri Jožici, mogoče, kaj ti misliš, da se bo pri njej zgodilo v teh odnosih z moškimi oziroma pri seksu? Ji bo uspelo ali bolj ne? Ja, tako, zdaj bom jaz rekel, bojim se, pa dam 80-90%, da bo drugo leto takle čas v isti situaciji, kot je. Ne, se pravi, fundament psihični ima tak, da se ji tole ne bo šlo, razen če ne bo pod silo, se pravi, šla v ta seks, se napila, karkoli, probala saj. Ampak ne sam z enim, morala bo probati, če se s tem ne bo šlo, možno, da se ne bo šlo, da obudi kako zvezo izmed teh 20 virtualnih flirtov ali pa kavic, na katerih je bila, pa da si premislila, pa da začne malo tole nadoknaditi, kar je zamudila. Ne. Tako da jaz bi priporočal pogovarjanje, ne, ker to mora skozi predelovati. Tole ima fundament tak, da torej, jaz se bojim, da tole se čist normalizirala ne bo. Če pa pride do otroka pa do zveze, bojim se, da bo vse narobe. No, in s tem sva prišla tudi do konca današnjega podcasta. Če vam je bil današnji video všeč, ga polajkajte in se naročite na ta kanal, če mislite, da ste unikatno zavozlani, da imate specifično psiho, ki izhaja iz težkega otroštva in ste pripravljeni svojo kalvarijo deliti z drugimi, seveda zakodirano, se nama lahko javite. Če mislite, da si zasluživa kakšno vašo donacijo, je bova vesela. Vsa navodila za donacijo imate spodaj v opisu tega videa in seveda hvala vsem za vaše donacije, ki naj vas spodbujajo, da nadaljujeva s podcasti. Lepo se imejte do prihodnjič. Čau.